Prvomajske počitnice običajno oznanijo prvi slovenski množičen obisk morske obale. Takrat se številni podamo prek južne meje z avtomobili, recimo na jug Istre. In prav takšen prvomajski izlet si bomo privoščili danes. Verjetno nam ne boste prav nič zamerili, če malce posplošimo, da se tisti, ki se na hrvaške ceste odpravimo s slovenskimi registrskimi označbami, tam počutimo povsem domače. Takšna pot ne zahteva popolnoma nobene predpriprave, le dokument mora biti v žepu. No, tokrat pa smo na poti z električnim avtomobilom. Ampak tudi na to pot se nismo nič kaj posebej pripravljali. Opremljeni smo namreč s takšno kartico, ki naj bi omogočala, da nam vožnja na elektriko na tej poti ne bo predstavljala dodatnih bolečin, ker teh si na takšnem izletu pa res ne želimo. No, pa gremo. Čez kakšen kilometer nas čaka meja, nato pa začnemo s testom. Prvi cilj dneva je Reka in v aplikaciji sem hitro našel javno polnilnico pri enem izmed nakupovalnih centrov. No, tokrat ne bomo preveč govorili o dosegu električnih vozil in ta Cupra v resnici tukaj postanka še ne bi potrebovala. Od Ljubljane smo namreč naredili le dobrih 120 km. No, ampak ker ima ta polnilnica že tako lep razgled, pa vseeno naredimo prvi test. Tako, prvi test dneva je uspešno opravljen. Polnjenje je steklo. V tem primeru gre za partnersko polnilnico HT-ja, torej Hrvaškega Telekoma, in ker gre za hitro polnilnico, avto nam namreč sporoča, da se bo vsako minuto napolnil za 4 km vožnje, lahko pričakujemo, da nas bo avto po kakšnih nakupih ali pa kakšnem drugem opravku v tem pristaniškem mestu kaj hitro pričakal polno napolnjen. Je pa seveda takšno hitro polnjenje dražje. V tem primeru nas je stalo dobrih 30 centov na minuto, ampak hitro polnjenje je tisto, ki nam bo na road tripu prišlo najbolj prav. No, pa gremo naprej. Zdaj nas čaka naslednjih 120 km vožnje do samega skrajnega konca Istre. Takole, drugi test pa sledi pri enem izmed nastanitvenih objektov tukaj v Premanturi na skrajnem jugu Istre, ki ga lahko recimo uporabimo za izhodiščno točko, za kakšno kolesarjenje ali pa pohod. Za kakšen skok v morje pa je danes seveda še nekoliko premrzlo. No, v vmesnem času pa je tu seveda nova priložnost za polnjenje baterije. Že tukaj smo naleteli na težave. Ko smo takole prislonili Nunovo kartico na polnilnico, se ta ni želela aktivirati. No, prihitela je prijazna receptorka in nam razložila, da tale polnilnica že nekaj časa ne deluje. No, pa pokličimo center za pomoč uporabnikom. Pozdravljeni, poklicali ste kontaktni center Porsche Slovenija za znamko MUN. Kartica normalno deluje na drugih polnilnicah, razen na tej ne deluje. Ja, zdaj, gospod, če je MUN Charge kartica prej normalno delovala, se mi je čuden, zaradi tega, ker pol očitno s kartico ni nič narobe. Jaz pa nadaljavo ne morem dostopati do drugih polnilnih postaj, kakor do MUN Charge polnilnih postaj, ki so naše. Tako da jaz bi vas predstavljala, da se obrnete direktno na Hrvatski Telekom, na polnilni postaji, njihova telefonska številka označena, da oni pogledajo, če polnilne postajajo kaj narobe. Torej, vi imate to polnilno postajo še vedno v sistemu, ne veste, da bi bilo kaj narobe z njo? Če ni MUN Charge polnilna postaja, jaz nimam dostopa, da bi pogledala, če je s polnilnico kaj narobe. Kartica pa načeloma, če je prej delovala, bi mogla delovati, ne. No, potem pa smo poklicali še na klicni center HT-ja, komur pripada tale polnilnica. Dobar dan, poštovanje, pri telefonu, izvolite. No, oni nam objave telefonskega pogovora niso dovolili, ampak če povzamemo, težava ni v roamingu oziroma v nedelujoči kartici, pač pa v nedelovanju tele polnilnice. In zato nedelovani pri HT-ju niso vedeli. Kljub temu pa smo v aplikaciji videli tole polnilnico, kot bi bila delujoča. Kar pa je pri vsem skupaj še posebej zanimivo, pa je to, da je bil zadnji električni avto na tej polnilnici napolnjen 27. februarja. In vse od takrat nihče ni javil, da ta polnilnica ne deluje. In zato še posebej apeliramo na voznike električnih avtomobilov, da javljajo podobne težave in s tem drugim prihranijo marsikatero nevšečnost. No, nam pa sedaj ne preostane nič drugega, kot da poiščemo rezervno polnilnico.
Nadomestno polnilnico smo našli v 12 km oddaljenem Medulinu in na našo srečo je ta začela takoj brezhibno delovati. No, sprehod po rtu Kamenjak torej danes odpade, vseeno pa se ne bomo pritoževali nad morsko ponudbo tega letoviškega kraja. No, v tem primeru gre za tisto običajno počasno polnilnico, ki lahko našo Cupro polni z največ 11 kW moči. Recimo v času sprehoda s kavo, recimo v 2 urah, bi lahko tukaj baterijo napolnili za dodatnih 100 km vožnje. Je pa dobra stran tega, da je ta polnilnica zaenkrat še brezplačna. Je pa tako, da bi tudi na tej polnilnici lahko imeli smolo. Tukaj je že bil en električni avto, lahko bi bila 2 in potem bi imeli zasedeno polnilnico. Zato je zelo pomembno, da si na telefon naložite aplikacijo, ki nam ponuja pregled nad zasilnimi izhodi. Mi tokrat uporabljamo aplikacijo Muncharge, ki ponuja svoj pregled lokacij polnilnic recimo v okolici Pulja. Tu gre seveda za partnerske polnilnice, ampak niso pa to vse polnilnice, ki so tukaj na voljo. Za aktivacijo slednjih seveda potrebujemo neko drugačno metodo, ki jo moramo poznati. A mi seveda želimo, da polnimo z našim že obstoječim uporabniškim računom in kartico, ki smo jo prinesli s seboj od doma. In tako smo se odpeljali proti naslednji točki, kraju Fažana. Fažana je tipično slikovito istrsko mestece, ampak je pa še posebej zanimivo zaradi tega, ker ima tukaj manjše pristanišče. In to manjše pristanišče služi kot izhodiščna točka za obisk Brionov. Torej, skupine 14 majhnih otokov, ki jih od nas trenutno ločuje le 2 km širok Fažanski kanal. Le nekaj korakov od pristanišča pa se nahaja tale električna polnilnica. Gre ponovno za počasno polnilnico, našo Cupro lahko polni z največjo močjo 11 kW in tudi tukaj je roaming deloval brezhibno, torej polnilnico smo brez težav aktivirali s kartico. To polnjenje nas je mimo Kopra pripeljalo nazaj do Ljubljane. In tako je naš izlet, na katerem smo v enem dnevu naredili več kot 500 električnih kilometrov, zaključen. Roaming na Hrvaškem torej deluje, oziroma vsaj v našem primeru je deloval tako, kot mora. No, vseeno pa ne moremo popolnoma brezbrižno priporočiti, da se lahko na takšno pot podate brez vsakršne priprave. Polnilnice seveda še vedno ne stojijo ravno na vsakem koraku, tudi cena polnjenja bo pogojevala kakšno odločitev in seveda izjemno pomembno bo, kako velika baterija je del vašega električnega avtomobila ter kakšen bo slog vožnje. Ampak to so že teme za naše naslednje prispevke.